pravzaprav ni anonimka, ker gre vendarle za uradne dokumente Ministrstva za obrambo. Kako mogoče, da jih dobim poslanci, kako mogoče, da so v javnosti? Najprej bi želel pojasniti, da ne gre za uradne dokumente Ministrstva za obrambo, ampak gre za zapiske enega od uslužbencev, bivšega uslužbenca Ministrstva za obrambo. Ampak zraven so dokumenti, ki so bili poslani na Ministrstvo za obrambo s sistemom vektorja, z glavo z žigom ministrstva, da je to prejeto. To dokazuje, da poslovanje z vektorjem zelo zapleteno z Ministrstvom za obrambo. Kako so prišli ti dokumenti ven, težko povem, ni pa to nekaj novega. V 17 letih na Ministrstvu za obrambo so vedno uhajali dokumenti, zlasti v času pred volitvami. Pomembno je to, da takoj, ko sem izvedel za to, sem zapečatil vso dokumentacijo, ker mislim, da ni dobro, da takšni dokumenti pridejo v javnost. Mi bomo se vso to dokumentacijo pregledali, odgovorili tudi na vprašanja in tudi, kot sem že povedal, so sprožene določene aktivnosti glede morebitne kazenske odgovornosti. Iz teh dokumentov pa nedvomno izhaja precej drugačno poslovanje pri pridobivanju posla 6x6, če to primerjamo s poslom 8x8, kjer je bil javni razpis. Moram reči, da tudi danes bolj razumem, zakaj so tako močni pritiski v zvezi z razpisom 8x8 strani Viator Vektorja, ker očitno iz te dokumentacije izhaja, da so pričakovali, da bodo pridobili ta posel. Peter Zupan, bivši uslužbenec ministrstva, je pred tedni, pred dnevi, ko so dokumenti prišli v javnost, povedal, da so dokumenti njegovi in da so bili zapiski, ki so bili pripravljeni kot gradivo načelniku na delovnem sestanku. Ja, zelo nenavadno, da takšna gradiva, ki imajo tudi neke politične ocene, naprimer, da je potrebno zlobirati aktualnega ministra, to se pravi, takrat je bil minister dr. Grizold, in da je celo to delo po naročilu načelnika generalštaba, to je zelo nenavadno, če je to res tako. Tudi vi ste z gospodom Zupanom sodelovali? Moram reči, da sem sodeloval in to zelo dobro, tako da, ko sem prebral ta pisanja, me je zelo presenetilo, vendar jaz mislim, da je to bil nek način poslovanja, ki izhaja iz začetka 90-ih let, ko se je ščitilo domača industrija, ko je bila Slovenija pod embargo, ko se je želelo opremiti slovensko vojsko in da očitno je ta način se kar nadaljeval in zato morda bilo dobro, da se je s tem presekalo tudi pri razpisu 8x8, da je dejansko dobil ponudbo tisti, ki je dal boljšo ponudbo. Jaz večkrat pravim, meni je žal, da sistemska tehnika ni takrat dala bolj profesionalno ponudbo, vendar če pogledam vsa ta pisanja, se mi zdi, da se niti niso potrudili, ker so bili prepričani, da bo ta posel ostal sistemski tehniki kot večina poslov v preteklosti. Boste sledili pozivu koalicijskih poslancev po uvedbi preiskave, po tem, da sumijo, da gre za korupcijo, celo klientelizem, zlorabo? Poglejte, obveščevalna varnostna služba je pri nas pristojna za to, oni bo pač v skladu z usmeritvami državnega tožilstva bodo te dokumente pregledali, potem bodo pa sami ocenili, ali so pogoji za sprožitev postopkov ali pa ne. Smo vas dobro razumeli v začetku, da ste rekli, da prihaja ven pred volitvami, je povezano tudi s predvolilnim časom. Vsa ta zgodba, limonada, oklepniki, pa naj bodo 6x6 pa 8x8, mislim, da so v funkciji pred volitvami. Vojaška oprema je vedno dobrodošla tema, tukaj ni potrebno veliko pameti, zadosti je, da se reče, tukaj si vam korupcija, tega ne potrebujemo, zakaj sploh to kupujemo. Tako da to so zelo take priročne teme pred volitvami. Ste prepričani, da boste manjkajoči denar, tisto, kar še podjetnik iz Maribora ni vrnil, zares dobe nazaj? Ja, če ne bomo dobili denarnih sredstev, se bomo pa usedli na samo nepremičnino, tako da državni proračun na vsak način ne bo prikrajšan.
Odkot je bila cenilka, ki je ocenila vrednost tiste nepremičnine oziroma vložek najemnika? Na vsak način je bila sodno zaprisežena cenilka, kdo je bil, ne vem, take podrobnosti ne poznam. Lahko pa rečem, da prva najemna pogodba z trilogijo je pa sklenila še mestna občina Maribor. Za koliko velik prostor gre? Ne vem, kvadrature. Mislim, če ga dobi za 14 000 evrov. Ja, vem pa, da je takšen vložek bil 600 000. Se pravim, jaz se v to naskušam. Jaz moram reči, mi moramo verjeti sodnim zaprisežnim cenilcem. Če ne verjamemo, pa ne verjamemo v pravno državo, potem smo v resni krizi.